V Frontu za svobodo sveta so se združile za skupno akcijo raznorodne skupine iz cele Slovenije, društva, organizacije, neformalne skupine posameznikov, od študentskih organizacij do kulturnih društev, knjigarn in ostalih iniciativ. Na današnji dan, torej 21. aprila, je podpisnikov izjave 57 in vsak dan se pridružujejo nove. Nastala je Fronta iz potrebe, potem, da javno zavzamemo temeljno stališče antifašizma, da opomnimo na sodobne prakse izključevanja sovraštva, ki se krepijo v tem prostoru in da tega ne moremo trpeti. Vsi, ki mislijo, da Slovenija in širše ne sme biti prostor, ki bi lahko prosperirale fašistične prakse, bodisi takšne, ki so preoblečene v domoljubje, bodisi takšne, ki z nekih oblastnih pozicij z njim paktirajo oziroma ga prepoznavajo kot legitimno politično stališče. Težko je oceniti, kakor sem že prej povedal, skupin, ki so združene v Fronto, je precej, so po celi Sloveniji, tako da računamo, da bo udeležba dostojna, tudi v vsakem primeru pa bo barvita, razgibana, ne bo statično, bo dinamično, tako da število v resnici ni pomembno, pomembno je to, da bo sporočilo prišlo skozi. Pričakuješ, da bo šlo do konflikta? Jaz pričakujem, da naša manifestacija bo izražala, bo artikulirala našo raznolikost, našo odločnost, da v času krize ponudimo neke drugačne opcije njene razrešitve, takšne, ki bodo tudi v duhu solidarnosti, strpnosti in tako naprej. Zdaj o namenih morebitnih drugih skupin in njihovih akcijah tega ne morem reči. Kakšni so njihovi nameni zdaj, vkolikor bodo želeli javni prostor zasesti na ta način, da bodo fizično napadli, ali bodisi nas, bodisi kogarkoli drugega, bo z njimi se morala ukvarjati policija. Nas to niti malo ne zadeva in nas ne zanima. Delamo vse transparentno, javno in nas ni strah. In vabimo zaradi tega tudi vse, da se nam pridružijo in da vse, ki si želijo, da bo ta možnost javnega manifestiranja, javnega izražanja stališč možna tudi v prihodnje. Ampak z vaše strani manifestacija ne bo prišla, vaša manifestacija ni odgovor na to? Seveda ne. Naša manifestacija je dostojno praznovanje Dneva osvobodilne fronte 27. aprila in izhaja iz zgodovine. 27. aprila 1941 se je podobno koalicija raznorodnih skupin združila v Osvobodilno fronto in mi menimo, da tudi danes dostojna počastitev tega dneva, tega duha odpora in upora, ki je poleg ostalih oblik emancipacije vključeval tudi temeljno preobrazbo sistema. Mislimo, da tudi danes, ko smo v krizi in v neki podobni situaciji, je najbolj dostojna počastitev tega praznika, da gremo na ulice, da se organiziramo in da se združimo za to, da bo družba iz te krize išla bolj solidarna, bolj pravična, bolj enakopravna. Vkolikor so kakšne druge skupine, ki imajo svojo agendo na ta dan, kot smo rekli, nas to ne zadeva, o tem nismo razmišljali zdaj.